Intersportov, Urbanov nasvet tedna. Tehnika teka in tekaške poškodbe kolena. Marsikatera tekaška poškodba je povezana s tehniko teka. Seveda, saj ravno z načinom našega teka vplivamo na velikosti sil, ki delujejo na naše telo in pa na to, kako se te sile prenašajo po našem telesu. Zato je zelo dobro odkriti slog teka, ki nam omogoča, da tečemo na takšen način, da na nas delujejo čim manjše zaviralne sile, da je dotik s tlemi učinkovito blažen in da imamo pri tem ustrezno stabilne sklepe. Da pa kaj novega odkrijemo, pa moramo seveda raziskovati. Tudi jaz, čeprav se kot trener ukvarjam s tekom že 17 let, še vedno raziskujem in odkrivam skrivnosti teka. Verjetno gre tako kot pri vsaki stvari, ki nas resnično zanima, tudi pri tem za nikoli končano zgodbo. Če se danes ozrem, naprimer 5 let nazaj, sem lahko presenečen nad razliko o zavedanju in čutenju tehnike teka. Ja, napake, ki jih delamo pri teku, lahko namreč dobro čutimo. Da pa znamo razlikovati med tem, kaj je bolje in kaj je slabše, je treba izostriti občutke prav s poskušanjem. Saj, kdor pozorno ne gleda, dobro ne vidi. Kdor ne prisluhne, ne sliši in kdor ne poskuša čutiti svojega telesa pri različnih načinih teka, ga preprosto ne čuti. Oziroma ga začuti šele takrat, ko začne boleti. Škoda, lahko bi čutil že prej, res škoda, saj bi se številnim poškodbam lahko izognili. Na tekaških delavnicah, ki jih vodim, se učimo prav tega, torej čutenja našega telesa pri teku. Podkrepimo pa ga tudi z razumevanjem razlik v delovanju sil na naše telo pri takšnem in drugačnem načinu teka. Pri tem se naučimo tudi bolje razumeti naše telo, njegove potrebe in zmožnosti, ki jih ima. In katere so tipične poškodbe kolena, za katere je pogosto lahko kriva prav manj primerna tehnika teka? Pri kolenu lahko pride do preobrnitev na različnih mestih. Za tekače so na primer tipične bolečine na hrustančni površini pod pogačico, na vezeh, ki se pripenjajo na pogačico zgoraj ali spodaj, na zunanji strani kolena in včasih tudi na notranji strani kolena. Vsem naštetim poškodbam pa se lahko izognemo, če zmanjšamo obremenitve na koleno. Kako? Naj prenehamo teči ali spremenimo način teka? Kadar je bolečina takšna, da vpliva na naš tek, takrat vsekakor svetujem, da za kratek čas ne tečemo. Ko pa spet pričnemo s tekom, se potrudimo izboljšati njegovo tehniko. Žal veliko tekačev izbere le počitek. Počitek ponavadi zadošča, da se poškodba pozdravi. A kaj, ko se nam lahko poškodba hitro ponovi, če ne odpravimo vzroka? Za slabo tehniko teka je namreč značilno, da veliko bolj obremenjuje koleno. Kaj torej spremeniti? V prvi vrsti je smiselno bolje izkoristiti blažilne lastnosti stopala. Te so izjemne, vendar jih s tekom, ko najprej udarjamo s peto na tla, puščamo v veliki meri neizkoriščene. Ko pa se dotaknemo tal najprej na prednji zunanji polovici stopala, se sile reakcije podlage v veliki meri amortizirajo, ublažijo, kar v samem stopalu in gležnju. Zaradi tega delujejo na koleno veliko manjše sile. Koleno se manj pokrči in manj nagne navznoter, pa tudi medenica ostane bolj stabilna, kar ima skupen učinek v manjših obremenitvah kritičnih točk, kjer so poškodbe pogoste. Pri tej spremembi pa se moramo zavedati trenutnih omejitev našega stopala in gležnja. Če smo do zdaj namreč tekli pretežno na peto, potem si moramo vzeti dovolj časa za res postopno uvajanje mišic, meč, ahilove tetive, stopalnih kosti in vezi. Vse to se nam lahko zelo dobro utrdi, le dovolj zmerni, pazljivi in potrpežljivi moramo biti. Velja, da moramo tudi pri tem zelo pozorno čutiti, koliko novega, bolj elastičnega sloga teka naše telo trenutno prenese. Ne pretiravajmo, ne prehitevajmo. Pot do optimalne tehnike je dolga, vendar se zelo izplača. Užitek pri teku je toliko večji. Dober tek nam želim.